A bo? A, Del se rabu zrihtati. ja, rabo sem se uštimat, ne? Da danes, zdaj, to je resno, mi imamo zopet novice z dvora. Živijo, dragi naši, in se veš, da nam to zrezala, ne? Vem, da noč zrezala, to niti za sekundo nisem dvomil, ker če te pa kaj poznam v skoraj 15 letih skupnega življenja. Fulero simpatično. Rokave si je rabo popraviti. Štimam rokave, ne? Če smo v kadru. To bo zdaj for lifetime online. Razumeš, to bojo gledali ljudje čez 100 let. Dobrodošli v novicah z dvora pred dnevom žena. Dobili smo veliko vprašanj. Res, veliko vprašanj. Veliko vprašanj. Tako da, zdaj ene par sva jih zbrala, verjetno jih bova še več zbirala, tako vi kar pošiljite svoje vprašanja na vprašanja@podvajanduste.si, ampak vem, da sem jih zadnjič dobila tako iz nekega maila 30 naenkrat, to jih ne moramo vse naenkrat obdelati. Ful dobro vprašanje. Ampak sva si jih shranila, to ne pomeni, da bojo šla ta vprašanja v nič, ampak da jih bomo nekje sproti, pač, torej, kako so se odločili, na vsake 14 dni bo tole? Ja, na vsake 14 dni in pridržujemo si pravico, da narediva tudi izredno oddajo ob izrednih dogodkih. Tako. No, skratka, tokrat nekako smo, glede na to, da je dan žena, pa tako naprej, malo upoštevala to. Dan žena, evo tem, krono tem, kar zadržal. Viš? Ne? Ok. Okay. So zbrala pravo vprašanje, da se boste počutili malo bolj samozavestne, a ne? Okay. Zbrala sva, vidim, 8 vprašanj, od tega sem zbrala 6 za vas, to, kar hočete vi slišati, pa 2 osebni vprašanje, ki ste nama postavili, ta 2 bosta zadnja 2, torej 8 vprašanj imamo. Ok, boš ti prebral, kaj je prvo vprašanje? Pa bom jaz prebral, kaj je prvo vprašanje. Jaz sem pa odgovorila, a veš? Ok, draga moja miš, oziroma zdaj povej ljudem, ne? Kaj bi svetovala ljudem, ki čakajo, da se spremenijo zunanje okoliščine, da uresničijo svoj dream? Kaj bi svetovala? A pazite, niso v ta vprašanja se pripravljala. Odločila so se, da te novice z dvora definitivno snova pripravljala, da bo res ko iz celice direktno. Organsko prišlo ven. Tako da bojo res iskreni odgovori. Torej, kaj bi svetovala ljudem, ki čakajo, da se spremenijo zunanje okoliščine, da uresničijo svoje sanje? A lahko direktno? Direkt v kader. V ekran. Ok, moj prvi stav, ki sem ga dobila ob tem, je bil sledeč. Pregovor, kdor čaka, dočaka, je navadna laž. Ok, jaz mislim, da je čista 100% laž, ampak meni se ta pregovor zdel, da so si ga ljudje vzeli mečkan za... To je črnogorski pregovor. A res? Ne. 100%. Ampak jaz poznam tudi Črnogorce, ki so pridni, ampak se veste, pač, ne? Ja. No, skratka, mogoče ljudje se niso dobro razumeli tega pregovora, ok? Jaz mislim, da enkrat sem slišala še en drug pregovor, da je neumno delati ene in iste stvari in pričakovati druge rezultate, ne? Ampak ta, kdor čaka, dočaka pregovor, se je vezal na stvari in na ljudi, ki so ves čas delali neki, se razvijali in potem v bistvu so rabe samo počakati na v bistvu sadove tega dela. Ravno tako, kot rožo, kar vržeš, pa drevo v zemljo, ne moreš pričakovati, da bo, ne vem, pa naslednje jutro šmel pa, ne vem, 100-metrski hrast ven iz tega, ne. Ampak dostikrat pa ljudi nočejo posaditi rožice, nočejo posaditi drevesa in pričakujejo, da se bo iz nič zgodilo. Tako, jaz vam povem res manifestacijsko gledam, zato ker učim šolo manifestacije, lahko jo pogledate, imate na podvajanduste.si, da v bistvu brez delovanja se nič nikoli ne bo spremenilo. Mogoče se vam bo včasih zdelo, da se nekaj malo spremenilo, zdaj se ti malo okno odprlo, zato ker ti duša hoče spodbuditi, ampak dolgoročnih rezultatov pa pri teh nikoli nismo videli. Tako da, če to čakanje v resnici ne obstaja, zato ker duša ni prišla sem čakati, pa malo zgubila dneve, tedne, mesece, ker si je zbrala telo, ki ima nek omejen rok trajanja. Saj to veste, da nekega dne.
pač nas bo vse pobral. A ne? Arrivederci, punch. Lepo te bilo poznati. Kdor dovolj dolgo čaka med tem, kako plejamo, bo dočakal, da bo skopal. Ja, ok, razumete, skratka, ne, jaz mislim, da to čakanje ne obstaja in da je čas, da se zavedate, da vaše okoliščine so odraz vas, torej, če hočem spremeniti okoliščine in sem jih jaz kreirala, ne moram od njih pričakovati, da bojo meni kaj spremenile, če pa že v osnovi se niso zgodile same, ampak sem jih skreirala jaz. Štekaš? Upam, da štekaš. Še jaz nisem že štekala. Mislim, da štekajo. Ampak lahko še enkrat pogledajo. Ja, lahko še enkrat, bom tudi že enega pogledala. Ampak mislim, da je bilo to ful dobro povedati. Ja, veš, kaj smo zdaj? Kaj? Dočakali drugo vprašanje. Dočakali smo drugo vprašanje. Kaj bi rekel osebi miš, ki misli, da nima poslanstva in da ni nič posebnega? To prav, da smo vprašali, ker se tako počuti posebnega glede sebe. Jaz se ne rabim počutiti posebnega, jaz sem poseben. Evo. Skratka, veste, kaj je problem v današnjem svetu? Problem v današnjem svetu je, ker folk gleda druge ljudi in potem svoje poslanstva primerja z njihovimi. In ja, če ti iščeš svoje poslanstvo pri drugih ljudeh in hočeš delati to, kar delajo drugi ljudje, verjamem, da dostikrat nimaš občutka, da nimaš poslanstva in da imaš občutek, da nisi nič posebnega, ker so poslanstva drugih ljudi narejena za njih. Ti moraš vedno najti svoje poslanstvo. In svoje poslanstvo najhitreje najdeš tako, da se zazreš vase, da se zazreš v vprašanje, zakaj si na planetu, da se zazreš v vprašanje, kaj je tisto, kar ti želiš spremeniti na planetu, kaj je tisto, kar te moti na planetu, kaj je tisto, kar lahko ti ponudiš planetu. Kot mislim, da če si folk postavi ta vprašanja, vedno najde poslanstvo ali pa saj smer, v kateri se nahaja. Če pa ljudje gledajo druge ljudi in rečejo, oh moj god, on je ful uspešen bankir, on je ful uspešna pevka, on je ful uspešen zdravnik, glej, ona je duhovna učiteljica, on je pisatelj, jaz bi tudi to, potem se pa zgubiš v teh vizijah, ki niso tvoje. In potem se zgodi ljudje, ki mislijo, da nimajo poslanstva, nič posebnega. Lahko vam povem, da če ste živi, imate poslanstvo. Poslanstvo nimajo samo mrtvi ljudje. To se pravi, če ste živi, 100% imate poslanstvo. Mogoče ga še niste našli, mogoče ga še niste zavesli, ampak ga imate, ker vesolje res ne zapravlja energijo za brez veze, da bi neka bitja ohranil živa brez namena. To dela sam folk. Sam folk dela stvari brez smisla. Ampak narava, vesolje, planet, zemlja pa ne. Tako da vsaka stvar, ki obstaja, ima namen. Jaz pa res, da včasih ljudje ne najdejo namena, če so osredotočeni preveč, kaj imajo oni od tega. Prava življenjska poslanstva skoraj vedno vključuje širšo sliko. Tako da vprašajte se, kako vi rezonirate in vplivate na svet okoli sebe, boste zelo hitro ugotovili, kje vas ljudje rabijo, kje vas bitja, živali rabijo in se vam bo začelo poslanstvo razkrivati. Tako da, evo. To bi rekel človeku, ki misli, da nima poslanstva in da ni nič posebnega. Dober si. Ja, da. Ok, evo, Miš, tretje vprašanje. Katere so 3 najpomembnejše stvari za samozavest? Vse dobre stvari so 3, a ne? Čeprav pri samozavesti se mi zdi, da jih je 333, ampak recimo, da bom zbrala 3. Prva stvar bi definitivno rekla, da ne smeš ugajati. Ne smeš, ne pravim, da rabiš biti hitlerski do ljudi, ampak videli smo preveč ljudi, ki probajo ugajati drugim ljudem. Ti, če probaš ugajati drugim ljudem, boš pa v neki fazi začel ukrivljati sebe. To je dejstvo. Ne? Če začneš ukrivljati sebe, se glede tega, kar počneš, ne boš dobro počutil. Mogoče zaradi tega dobo več popularnosti, mogoče ti je zaradi tega dal več denarja, to je vse mogoče, da se ti bo zgodilo, ja, definitivno, ampak v sebi se pol ne moreš počutiti dobro, kar pomeni, da bo vplivalo na tvojo samozavest. Dostikrat se predvsem vidimo terapeuti, lightworkerji, ti vem, da učiš šolo za lightworkerje, pa da zdaj marca začneš, imajo ful težave, ki jim družba daje vedenje, da morajo biti prijazni, pa da morajo biti popolni, pa da morajo biti ne vem kakšni, pa kako se morajo obnašati, pa tako naprej. Razumeš, in oni začnejo vse to početi, ampak v neki fazi se pa pol ne počutijo več dobri lightworkerji, recimo zaradi tega, ker ugotovijo, da so se začeli igrati eno veliko igrico in potem nič ne bojo od svojega namena mogli narediti, če nimajo res ta prave notranje samozavesti. Nekaj je, kar ti ven pokažeš, nekaj je pa, kaj ti vse noter čutiš. Druga stvar bi rekla, da moraš vedno investirati vase. Okay, karkoli že za tebe investicija vase, a so
duhovna izobraževanja, investicije, ali so, a veš, karkoli že želiš, ne, zaradi tega, ker s prazno gumo se ne moreš voziti po cesti. Ne? Okay. In tretja stvar za samozavest, kjer ne zberem, veš, kaj jih je toliko? Kreiranje, ja, deva mogoče zbrati kreiranje, ne, mogoče dobro izražanje resnice tudi, ampak to vem, da veste, kreiranje, dajmo res zbrati kreiranje. Jaz sem videla, da ti, ki kreiraš v svojem življenju stvari, delaš svoje življenjsko poslanstvo, ki se v bistvu ful nanaša na tvoje vprašanje prej, te ljudje, ki ti enkrat delaš stvari, ki te toliko veselijo, pa tako naprej, se toliko dobro počutiš, res toliko se dobro počutiš. Človek, ki nekaj kreira, ki nekaj ustvarja, pa tako naprej, mu to ful daje notranje moči. Pa recimo neko stvar, ki res dela, bo tudi lažje predstavil v svetu, kakor pa če mu nekdo drug reče, da mora predstaviti nekaj za čemer ne stojijo. Tako da definitivno najti svoje življenjsko poslanstvo in kreirati stvari, ki jih hočeš, je ful pomembno. Tudi kreirati svoje želje, manifestacija, vse to ful pomembna, kreacija, ja. Okay? Četrto vprašanje, kaj narediti za takojšen dvig zavesti? Instant tehnike. Takoj, hočemo takoj, zdaj takoj. Speedy Gonzales. Ok, za takojšen dvig zavesti vam bom dal več tehnika, prav, oziroma več stvari, ki boste pa lahko zbrali. Ni takojšnjega dvigna. Lahko se takoj spremenjena energija. Prva stvar, pejte stran od vira, ki vas dela ne samozavestne. Žegate? Pa nezavestne. Ja, nezavestne in ne samozavestne. To se pravi, nekaj vam zbija zavest v lifeu, nekdo vas tolče dol, zaradi nečesa se slabo počutite, nekaj vam zbija zavest, to se pravi, odmaknite se najprej od tega vira stran. Če je to negativn človek, zapustite okolje. Če so to cigareti, nehajte kaditi. Če je to alkohol, nehajte piti. Razumete? Vedno odstranite najprej stvar, ki vam zbija, znižuje zavest. Ker vi lahko delate milijon, ne vem, meditacij, pa če boste v tem pili alkohol, to ne pomaga. Teda, najprej odstranite temo. To je prva stvar. Druga stvar, takoj se preklopite na nek ful močen vir visoke zavesti. Ponovadi je ta vir visoke zavesti, jaz, ja. Ali pa ljudje imajo živali. Ste opazili, da ljudje, ko pridejo domov nadrkani, tam ura 5-6, so slabe volje zaradi službe, zaradi prometa. A si res to zdaj rekel? Nadrkani, ali folk pride domov nadrkan včasih, slabe volje, poln kuferovnega prometa, šepa, ne kogarkoli. In potem vidijo svojega psa in tako kuža in ga začne pes pomirati, sicer to nikoli za kužata. Ampak pokonektite se nekam, kjer ima visoko zavest. Ljudje zato hodijo v naravo, ljudje zato poslušajo dobro glasbo. Dajte si neko glasbo, ki ima dober bit noter. Pojejte dobro hrano, pri meni to pali, majke mi, pri meni pali, če sem čudne energije, jaz pojem dobra hrana, sem tako boš. Spet smo pri hrani. Spet smo pri hrani. To se že od prejšnjega dvora vleče. Ja, to se bo vleklo do konca moje inkarnacije, miš, tako da face it. To je bila naslednja stvar. Naslednja stvar, meni ful pomaga drugače. Sicer res ful pazim na svojo zavest, ampak tudi jaz imam dan, ko sem bolj slabe volje, ne bom rekel nadrkan, ampak slabe volje. In pol se ponovadi nakonektam na life purpose kakšnega človeka, ki je v svoji moči. To se pravi, ne vem, preberem kakšno stran od Kristine knjige, ali pa Dalai Lama, naprimer, me ful me zna model tako nacentrirati nazaj, ali pa Anthony Robbins mi, naprimer, tako s tisto svojo motivacijo okoli, ali pa kak dober video, ki je smešen, razumete, sam morate znati prepoznati takrat, ko ste down, kaj je tisto, kar vas potegne gor. Samo to, rabite zavestno sprejeti odločitev, ok, čudno se počutim, ni mi všeč to, kar razmišljam, ni mi všeč to, kar si želim, ok, v redu, dajmo se zavestno zdaj odločiti, da nehamo s tem, kar nas zbija zavest in zavestno narediti korak, da narediš neko stvar. No, to je zavestna odločitev, prav. In učite se te zavestne trike spreminjanja energije čez dan delati, pa če to naredite zjutraj, zvečer, popoldan, ni šment, da ne boste imeli visoke zavesti konc dneva. Ni šment, a to je po štajersk? Ni šment, to je po štajerska. A se mi čuje, da sem štajerc? Vrate, okne. Vrate, okne. Mi se nikakor ne more sprijaznati, da v Celju rečemo vrate, zapri okne. Okn, zapri okne, ne? Zapri okne. Pač to je štajerščina. Kaj ti naj zdaj rečem? Ja, se me je že naučila tvoja draga mama, da je to največji približek pravilni slovenščini.
Ja, tako so nas učili, tako da vsi tisti, ki ste Štajerci, vidite, o čem govorim, ne? Tisti, ki pa niste, imate pa zdaj tečaj štajerščine. Ampak lahko govorim pravilno slovensko, ni problema. Gremo naprej. Kaj bi svetovala nekomu, za katerega okolica ne verjame v njegove sanje in ga hoče spodbiti? Jaz sem dober odgovor. Ne, jaz sem pomislila na, veš kaj mi je bil prvi odgovor? Kaj? Eutanazija, ampak ne vem. Hecam se legalizirajo v nekaterih državah. Ne, to ni res, ne poslušajte neumnosti. Vidite tudi mi, da so samo človeka, ne? Zdaj pa čisto resno, te novice do dvora, se veste, imajo še malo humorja zraven, ampak zdaj pa tako čisto resno. Torej, nekdo vas spodbija, nekdo ne verjame v tvoje sanje skozi, ker te kritizira. To je zelo toksično okolje, kjer dejansko lahko kakorkoli zacrtiš. Kaj ti ne bo ratalo? Kaj ti ne bo ratalo? To je vse brez veze. Pa kva si to? Pa kva si se to lotila? Pa kdo si šel? Ja, pa kdo si šel to danes? Pa drsa službe, pa kva ti ni jasen. Ja, nekaj se ne, pa se prizemlji. Pa ja, pa to, pa ne moreš to, kar imaš te sanjaš. Skratka, težava take okolice je, zdaj vam bom nekaj res povedala, ni zaradi tega, dostakrat sem ugotovila, da v 80 do 85%, ko vas ljudje spodbijajo, ni zaradi tega, ker bi vas res hoteli spodbijati, ampak zaradi tega, ker imajo sami taka prepričanja in na vas vežejo strahove in zadnji je celo novte verjel podzavestna skrb. Definitivno pa, ko vas to zadane, ne pride na tak način ven. To pa definitivno ne. Ljudje ne vejo tega in tudi, ko jim vi to rečete, bi on rekel, se ti hočem sam dober, ne vejo pa, da v bistvu neke svoje vzorce pa prepričano mečajo na vas. Vaša naloga je, da jim to zaveste s pravo komunikacijo. Definitivno ne pravim, da vrate biti ljudi na srami, vendar le vas pa lahko naučim par stavkov, ki gredo tako, ampak to boste mogli imeti tudi energijo pravo za to zadnji. Načrtno se morate s tem ljudmi usesti, ne mora biti to kar tako, da jim en dan kar mal vržete, razumeš, da jim to kar mim grede rečete, tamle je kuhana repa, pa še mim grede, ful me spodbijaš v življenju, halo? Ne, s tem človekom se rabite načrtno usesti, pa se rabite načrtno dobiti in mu reči, poslušaj, danes sem se dobila zaradi tega, ker sem gotovo ugotovila, da nekatere energije, ki letijo v meni iz tvoje strani, niso več sprejemljive. Poslušala me boš do konca, ker tole ni obtožba, ampak te želim obveščati v tem trenutku, kaj se dogaja v najinem odnosu, ker verjamem, da ti tega niti ne opaziš, niti ne veš. Velikokrat na moje sanje in na neke moje odločitve, ki so moja usoda in zaradi tega tudi domena mojih odločitev, moraš vedeti, da so to moje stvari, ti pa zelo močno posežeš v to za svojimi kritiki, včasih me to žalaš, skratka me spodbijaš. Ne rabim od tebe, da razumeš, zakaj nekatere stvari delam ali zakaj se za nekatere sanje odločam. Rabim pa, da zdaj naprej si dober družinski član, prijatelj, kdo pa je, in da to samo sprejmeš. Moraš vedeti, da tudi ti imaš v svojem življenju veliko segmentov svojega delovanja, katere tudi jaz ne razumem in bi se tudi jaz odločala drugače, pa vendarle zaradi tega ne sodim in ne probam spreminjati tvoje življenjske poti. Mislim, da je moja inkarnacija, moja odgovornost, zato te prosim, da pri tem sodeluješ in če čutiš, da me ne moreš spodbujati v neki določeni fazi, te prosim, da se vzdržiš komentarja. Če ne, bo najin odnos definitivno prerastel na to, da boš v mojih očeh postal rabelj mojih sanj, kar pa verjamem, da ne želiš. Ful ti hvala za vso skrb in verjamem, da vsaka tvoja beseda meni prihaja iz skrbi, pa vendarle ti hočem povedati, da na tak način, kot ti misliš, ni dostavljena k meni. Zato te prosim, od danes naprej bodi moja podpora in kadarkoli tudi če vmes kaj padem, tako naprej, verjamem, da lahko prijem k tebi na svet. A sem kaj grdega rekla, a sem koga užalila, nič nisem delala, vendar vi imate problem s tem, ker nikoli tega ne ustavite, vi nikoli tem ljudem ne poveste, kako to vpliva na vas, na tak način, ker ponovadi se ali skregate, ali pa pride do ful hudih tenzij. Tako da naučite se uporabljati take stavke. Kaj pa, če to ne funkcionira?
Če pa to ne funkcionira, se pa rabiš vprašati, ali res lahko spim z rabljem v isti hiši in upam, da ima dober dan. Ampak ponavadi funkcionira, v 85%, sem povedala statistike, v 85% funkcionira, zato ker ljudje delajo iz skrbi, ostali 15% so pa ljudje, ki pač so bili v življenju nekaj časa s tabo in potem putujem. Tako je. No, the best. Hudo, super. Ful dobro si to povedala. To spravo naredila ti. To sem res terapijo. Ne moreš verjeti. Kaj bi pa ti svetoval ljudem, ki jih zanima veliko stvari in vedo, na kaj naj se, in ne vedo, na kaj naj se osredotočili, da bi to spremenili v kariero? A veš, to je zdaj vprašanje zato, da jih unipol ne bojo spodbijali. Ja. Ok. Zdaj, na svetu sta dve vrsti ljudi, eni, ki nimajo pojma, kaj bi delali, pa eni, ki imajo preveč pojma o tem, kaj se bi lahko delali. Skratka, če ste vi ta človek, ki imate ful talentov, ful zanimanj in ne veste, kam bi se usmerili, imate vsem 24 ur časa na dan, poglejte, kaj je tisto, kar vas v resnici najbolj zanima. Na vašem mestu bi si dal list papirja, vzel, napisal gor vse stvari, ki vas zanimajo in potem bi črtal, katera je tista, brez katere lahko preživiš. In bo ena šla stran. Katera je tista, katero lahko počakaš 1 leto in bi šla ena stran. Katera je tista, na katero pa ne moreš niti en dan počakati, no tisto obkrožiš in se začneš z njo ukvarjati. Potem pa vse ostale stvari, ki so na seznamu, daj lepo v predal in pusti tam za mesec, 2, 3, 4, 5, 6 in se ukvarji s tisto prvo stvarjo, ki si obkrožil oziroma ste jo obkrožili. Zaradi tega, ker na planetu Zemlja je žal tako, da lahko samo ljudje, razen če si ženska seveda, delaš eno stvar naenkrat. Če si ženska, lahko greš več stvari naenkrat, če si pa fantak, delaš samo eno stvar naenkrat. In tako boste potem realno naredili rezultat. Ko bo prva stvar dala rezultat, vam bo ostalo več energije, več financ, česarkoli, da boste lahko drugo stvar priključili k prvi stvari. Tako da v resnici v življenju ni tako, da vi morate zbirati. Ni treba nič zbirati, pa se čemorkoli odreči. Vi lahko delate vse. Vi ste lahko športnik in glasbenik istočasno. Vi ste lahko filmski igralec in pevska zvezda. Vi ste lahko zdravnik in učitelj meditacije. Samo morate pa prioritetno sestaviti zgodbo tako, da bo ustrezala v vaše življenje. To pomeni, da v eno obdobje življenja nekaj časa gradite in potem dodajate sekundarne in terciarne interese. In je dovolj časa za vse. Zato pa imamo za ljudi 80, 90, 100 let na voljo. Da lahko vse naredimo. Ker če imeli samo eno poslanstvo, kaj bi imeli? 20 let, 30 let. Joke. Ampak ja. Veš, kaj si govoril o stvarih, ki ne moreš čakati. Ja. Ko gledam tvojo rožo, se mi zdi, da ne more čakati na vodo. Ta roža, mi zdaj delamo duhovno evolucijo te rože. Ta roža je ugotovila, da ima nenormalno sposobnost črpanja vlage iz zraka. In zdaj razvija svoje rastlinske celice in kako funkcionirati brez sonca, kako funkcionirati brez vode in to je prva super roža na svetu. Ta roža je izjemna in sem zelo ponosen na njo. Zdaj pa zabavna vprašanja z podtonom sporočil. To bova pa oba odgovarjala. Okay. Torej, kateri je vajin najljubši kraj, ste naj vprašali, kamor sta potovala in zakaj? Kaj ti prva? Bom jaz prva. Moj najljubši kraj, kamor sem potovala, je, zdaj povedala bom državo, ampak ni bila država najljubša, bil je prav en dotičen kraj v Kanadi. Niagara on the Lake, se spomniš mora tvojega življenja? A vam lahko povem, kaj je bilo s to Niagara on the Lake? To je en tipičen kraj, bo nič povedala. Ne ti povej, kje je ta kraj pa... Skratka, ne vem, če se živi v Kanadi, greš v Toronto in pa je nekaj 100 km stran so Niagarski slapovi. In tam blizu Niagarskih slapov je Niagara on the Lake. To je en super lušen kraj, kamor hodijo bogati penzionisti iz Kanade živeti na stara leta. Tako kot je Florida v ZDA, je ta Niagara on the Lake v Kanadi. Skratka, ko prideš ti tja, tam je res vse Harry Potter, tam je... Še Starbucks je pravlična hiška. Res je lepo, kot da si prišel v neko božično mesto in vse hiše so lepe, vse rože cvetijo in tudi če ne cvetijo, pa lučke pozimi gorijo. Skratka, jahtni klubi, privatno letališče, skratka, in sploh.
Skratka, mi da pridemo tja in ona se hoče preseliti tja. Ko pridemo dol z avtobusa stopima in ona pade v neko dramo. In jaz kaj za narobe, pač gledaj okoli te trgovine, pa te fora, ne. Jaz bi tukaj živela. Sem rekel, ja, v redu, ok, smisel, da je to, ti veš, ko imaš sekundni navdih, ne. Ne, ona se je držala pol cel dan, ker se je hotela preseliti v Niagara on the Lake. Ona hotela, da mi da tam bajto kupimo, ona hotela, da mi da gremo živeti v ta upokojenski kraj. In smo se skregala, na koncu tega potovanja smo se skregala. Ampak je res lepo. Napišite v Google Niagara on the Lake. To je bilo po slovensko. Niagara on the Lake, pač lep pravlični kraj, mehne hiške, vse je, kad da sprš v čarovniško mestece, imajo eno božično trgovinco, kad cel let dela, pač lepo je bilo, pa veverce, puno jezero tam. Skratka, Je kul, ja, priznam. mogoče je čas, dokler imamo takole, da javno se vidi, da ta želja po Niagari on the Lake nikoli ni zamrla. Moj drugi, mi je bil pa tudi Disneyland všeč, ampak tudi jaz... No, to je pa druga stvar, ko sem prišla pa v Pariz, oziroma v Disneyland, se je pa ženska hotela preseliti v Disneyland, je hotela, da bi ona tam meditacije vodila v Disneylandu, ker to je vse tiste gradovi, pa te hiške so tam in ona je hotela meditacije furati tam za obiskovalce Disneylanda. No, to je pa druga stvar, tako da... Ne vem, da si nekaj, da bomo bihač pelal, pa da vidim, če se hotela preseliti. Je pravlično, kaj če ni rečeš. No, kaj je pa tvoj najljubši kraj, gospod? Jesenica. Ne. Ne. Joke. Moj najljubši kraj... se veš, no. Moj najljubši kraj pa Cirih. Meni je pa Cirih ful všeč, ne vem tisti, če ste bili v Cirihu. Cirih je ful tako mirno, čisto mesto, kot da bi Ljubljano tako malo umiril. Ne vem, pač potegne mi tiste gore okoli, jezero, folk, ki se briga za sebe. Pač kul mi je. Tam je tovarna Lindt čokolada, če poznate, takrat, ko Sem zdaj si vegan, ti ne ja, več nazadnje, ko sem bil v Cirihu, sem pač jedel in sem požaral menda 10.000 kalorij v enem dnevu s to Lindt čokolado, ampak zdaj pač ne veš, ne. Ampak ja, Cirih, pejte v Cirih, ne, z vlakom. Fajn je. Ja, Cirih je bil tudi meni všeč drugače. Ja. Ok, naslednje vprašanje, Miš. Kateri je najboljši in najslabši nasvet, ki si ga dobila za življenje in kariero? Bom začela z najslabšim. Bodi prijazna, zato ker so duhovni učitelji prijazni in zato ker nikoli ne reče nobenih kletvic. In če hočeš, da te bojo ljudje imeli radi, moraš biti prijazna, zato ker so duhovni učitelji. Prej sem nekaj časa tako na začetku svoje kariere res probala biti. Si predstavljate neprijazno? Umetno prijazna. No, skratka, in potem sem ugotovila, da v bistvu potem imaš zelo tazga fake duhovnega učitelja, ne? Zaradi tega, ker ni finta, da se duhovni učitelj pretvarja, da je nekaj zato, da bo pač tvoj klovan, ampak rabiš od njega prava znanja in prava znanja ima samo tako, če je v stiku sam s seboj in tudi, seveda, tudi s svojim karakterjem, ki ga preko njega se tudi povezuješ s svojo dušo, ne? Tako da v bistvu to sem se ful naučila takrat, to je že res dolgo nazaj. Najboljši nasvet mi pa vedno, povedala bom zgodbo, full special zgodbo, ki mi bo po moje za celo življenje ostala v spominu. Najboljši nasvet mi je pa Neil Donald Walsh dal, ki je prvič prejel moje knjige v roke. In v bistvu ena založba tuja je meni v bistvu rekla, da ko bom šla v tujino, da živ Bog ne bo znal izgovoriti Kristi žmahar. Slovenci ne znajo. Še Slovenci ne znajo. In so mi takrat svetovali, da ne grem v tujino pod drugim priimkom. In sem jaz takrat zbrala navdih, ker imam rada pravljice iz Hansa Christiana Andersena, pa še Hans Christian Andersen, Kristi Andersen, in sem v bistvu naredila projektno spletno stran Kristi Andersen. In Neil Donald Walsh je to videl. In je
takrat prejel moje knjige v roke in je rekel, jaz ti bom v življenju pomagal, ampak v tem trenutku, dokler jaz zapustim Slovenijo, moraš ti v bistvu priimek spremeniti nazaj na Žmahar. Pa ti bom povedal zakaj. Zaradi tega, ker ko sem jaz lansiral svoje knjige, so hoteli, da sem Bob White. Spomniš te zgodbe? Si razumeš Nila kot Bob. Hey Bob, would you like to eat something, Bob? Bob White, ne? In je rekel, da je on takrat isti nasvet dobil od neke založnice in mu rekla, zato ker ljudje sploh Nil doskrat ne znajo napisati, stran dajo pa dvojni V, A, L, S, C, H, to pa Američano sploh ne greš čez. Ampak mu je takrat v bistvu ta založnica rekla, kar je Nil pol meni naprej prenesel in je rekel, lej, kako bojo tebi tvoji bralci zaupali, če sploh ne vejo tvojega pravega imena pa priimka. Ti moraš biti avtentičen tisto, kar imaš, s čemer, ok, če si ti tako spremeniš ime, ampak razumeš to, da iščeš ti psevdonime, pa da se skrivaš, zato da bo ljudem lažje ali da jim boš ugajal, te spravlja stran od resnice o tem, kdor si. In takrat smo pol 24 ure, se spomniš, sredi eventa, klicali dizajnerje in vse, da so spremenili vse moje knjige iz Kristi Andersen nazaj na Kristi Zmahar. Ukinila sem Instagram račun takrat, ukinila sem Facebook stran, samo zato, ker mi je Nil rekel. In ja, ful štekam, kaj je hotel povedati o tej avtentičnosti, tako da jaz sem ful hvaležna. Ona je takrat že imela Kristi Andersen Instagram profil, narejen že gor. Ful ljudi. Ampak je vse skenslala, ne? To je ful res, to je ful velika dilema, sploh za Slovenca, ki hočemo iti po svetu, ker te naše speljanke, priimke in to nihče ne zna izgovoriti, ampak točno zaradi tega, je ona dala stran. Pa še ena stvar, zdaj vam povedal eno fanto, ki ga doben še ne poznaš, še nikoli ste slišali. My name is Arnold Schwarzenegger and I'm the governor of the California state. A štekate? Model ima najdaljši priimek na svetu. Schwarzenegger. Model ima Schwarzenegger, pa po celem svetu znan, pa je filmski igralec, pa politik, pa nekaj vse, pa bi se mogel spremeniti, ne, če ga še on ne zna napisati. Ok, dobro point, ja? Ok, kaj pa tvoj najboljši pa najslabši nasvet, ki si ga dobil za življenje ali kariero? Zdaj samo razmišljam jaz. Najslabši nasvet, ki sem ga dobil... Da se ne poročiš z mano. To je najboljši nasvet, zaradi tega, ker jaz pa vedno se naredim kontra. Skratka, moj najslabši nasvet, ki sem ga dobil, je tako pač je. Ful veliko ljudi mi je rekli, tako pač je. Ne vem, tako pač je in tega pač ne moreš narediti, ker tako pač je. Ne želi si tega, ker tega pač nišče nima, tako pač je. To mi gre ful na živce, ko mi nekdo reče, tako pač je, prav tako J3.se. Ne maram tega, zaradi tega, ker vsi izumi, ves napredek sveta, vse, kar se vesolja na novo dogaja, se na novo ustvari, ne ustvari se iz starih stvari. To se pravi, če nekaj pač je, super, ampak je čas, da se to spremeni. In če imate neko idejo za življenje ali pa hočete neke sanje in jih še pač ni, jih naredite, jih skreirajte, to je ta stvar, no. Pač ne maram stavka, tako pač je, pač spremen. To je bil najslabši nasvet, ne? Najboljši nasvet, ki sem ga pa dobil, pa v bistvu ni bil nasvet, ampak je bila pa vizija, ko sem bil star, koliko sem pa bil star takrat, mislim, da 16 let, sem šel na en seminar v enem mrežnem marketingu in je bil tam na odru en model iz Avstralije. In je pokazal en video, skratka en video, jaz sem drugače tam iz Prožinske vasi pri Celju, tam ni za nekih ljudi, ki bi extraordinary life živeli, če razumete, ni za ljudi, ki živijo te globalne misije. Každo bo energijskih napadov. Ja, pač naj pokažejo vse, ne, jaz jih ne poznam, tako da če sem koga spregledal, pišite mi na mail. Skratka, in ta model je kazal en video, in v katerem pač je potoval po svetu, v katerem je pač imel finance, kakršne je hotel, v katerem je delo, kar je hotel. In je on rekel, da si pač sam zgradiš life, kakršnega si želiš, da si ga dobesedno sam sestaviš. Da življenje imaš kocke, planet Zemlje, drugi ljudje, informacije so kocke in ti si zdaj sestavil mozaik, kakršnega želiš živeti. In to je bil najboljši life, ker sem takrat pa ugotovil, da dejansko si ljudje sami sestavljamo life,
hočeš tako hišo si sestavil na tak način, hočeš drugačno hišo si sestavil na drugačen način, imaš partnerje, sestavil si life in to je bil meni najboljši nasvet. Kako dober. Ja, to je ful dober. Sorodne duše. Soulmates. Skratka, to so bile novice z dvora. Če imate kakšne vprašanja še, ki jih lahko razdelamo, pišite na vprašanja afna@potovanje.si. Zdaj pa še novice iz našega ateljeja, kaj vam je na voljo. Mislim, najbrž ste ugotovili, da so tako res face, ne? Tako da zdaj definitivno se splača pride k nama na tečaju, ker boste dobili veliko znanja, globokih vpogledov, ogromno tehnik in še čisto brezplačno stand-up komedijo. Tako da zdaj, če bojo ukrepi, ustrajali bomo na spletu, če ne se... ukrepi? Veš, nekaj se dogaja tako v državi, pa če bo slučajno še kaj bomo na spletu, tukaj naj ljudje vejo, a ne, če ne bomo pa pač uživa pri nas, ampak skratka, kaj pričenjamo? Jaz pričenjam na spletu, to že v originalu planirano, Akademijo kanaliziranja, mojo ljubico, čist novo, za vse nekaj hočete prevajati angelske energije. 11. marca na spletu in 28. planirano v ateljeju uživa, potem pa začnem 13. čist prenovljen tečaj meditacije s certifikatom, ful bo dober, 14. šola manifestacije, skoraj 60 korakov, kako se v resnici manifestira, ker tako pa če. Razumeš? Ne? Tako da imam to se začenja pod mojim okriljem, pa nisem kak tečaj spustila, pa imamo še ogromno spletnih meditacij, ti pa pričenjaš Jaz začnem pa marca z Levjo Renderju vi, to je en tak mini tečaj v 3 delih za vse tiste, ki imate poln kufer, da vas folk postavlja ta, kamor oni želijo in hočete se postaviti tja, kamor vi želite in govoriti to, kar si vi želite in delovati tako. Tako da 17. marc, pa se začne še isti teden tečaj modre alkimije, tečaj manifestacijskih kot Atlantisa za ukrivljanje resničnosti. To niti ne vem, koliko vam naj zdaj v tem videu govorim. Pejte na našo spletno stran, pa si preberite. Tega tečaja ne moreš razložiti. Ne moreš ga, ne, ker je toliko abstraktno, napredno, fantastičen, da lej, to so edine besede, ki jih imam. Čudaški. Čudaški na najbolj neverjetni način. Potem pa šola za lightworkerje, začnem, Kristi že prej omenila, pa Atlantis Master. To pa rabimo, nove lightworkerje pa rabimo. Ja, tako, dejte folk, lejte, tako je, ali si tema, ali si svetloba, sem te dve Tako pač je. Tako pač je. Okay. In rabimo nove lightworkerje. Lejte, folk po celem svetu, ful neki sere, dobesedno z neko temo, negativo, non-stop, neke depresije. Dajmo mi to zdaj razsvetli, dajmo to zbildati naravo, dajmo zbildati ljudi v pravo energijo. Zato šola za lightworkerje, poglejte si tečaj, kjer se vam srčna čakra odpre. To pa lepo povedal. Šola za lightworker je res, le še en kuž je gor prišel. No, skratka, šola za lightworker je pa res nekaj, ker se mi zdi, da rabimo ukrepiti naše vrste. Skratka, to in še več, poglej si na potovanje.si, upava, da sva te razveselila in mogoče malce Šerite video, zaradi tega, ker imate prijatelje, ki nujno rabite odgovore. Ja, tako je. Ali pa dozo smeha, karkoli že je. Skratka, radi vas imamo, lepo se mejte do naslednjih novic iz dvora, za katere nišče ne ve, kaj bodo tokrat morda normalna ali pa ne. Preveri čez 14 dni. Čau. Čau.